Gledate oddajo Klepet ob kavi. Ingver. Danes bomo govorili o ingverju. Pomembno je, kakšnega izberemo, pomembno je, v kakšni obliki, predvsem pa je pomembno, da si ga privoščimo. Kajti ingver ima tako nešteto različnih sposobnosti, obožujem ga. In v moji družbi je Sabina Topolovec, ki nas bo naučila uporabljati ingver 365 dni v leto in sicer za vse različne priložnosti in za vso družino. Pozdravljena, dobrodošla, Sabina. Ja, hvala za povabilo. Hvaležna sem, da si danes tukaj. Vem, da si tudi ti ena izmed članic kluba Radi imamo ingver. In vem tudi to, da se bojo po tem pogovoru vsi gledalci pridružili tem klubu Ljubimo ingver. Ja, le da ni toliko časa, da bi lahko vse o njem povedala, nažalost, ker ingver je res eno tako univerzalno zdravilo, marsikje. Zmore en tak širok nabor zdravilnih učinkov na naše telo ima, da kar se težko odločim, s čim začeti. Pa bom začela z eno zgodbico. Pred leti sva bili s sestro na enem potovanju po Maroku in tam sva na plaži spoznali enega lokalnega frajerja, bi lahko rekli, ki je tam izposojal te skidžete, vodne skuterje. In se z nama smo prijatelji, star je bil 30 let, tudi midve tam nekje. In on je ves čas govoril o ingverju, ingver to, ingver ono. Pa ni vedel, da jaz karkoli vem o ingverju ali o začimbah. Jaz sem ga samo poslušala. Res, kakšna zakladnica znanja, je to en drug svet, kjer smo mi. Tako da sem ga na koncu vprašala, pa dobro, a pri vas je kakšna lekarna kje? Rekel, ja, tako z malce posmehljivim podtonom. Ja, je, ampak samo za turiste. Mi imamo ingver. Mi imamo ingver in tako, da mi smo sicer že prej raziskovali in pisali v ščepcu rešitve o ingverju, ampak moram reči, da me je potem vzpodbudil, če en tak mlad fant toliko ve o ingverju, potem zagotovo ste lahko prepričani, da je. Tudi znanost raziskuje vedno znova in se potrjuje, da ga lahko postavljamo ob bok tudi marsikateremu zdravilu. Kaj pa vse zmore? Je pa neverjetno. Tukaj vidimo en miselni vzorec, kako pomaga pri želodčnih težavah, blaži bolečine, pri slabosti, bruhanju, krvni sladkor uravnava, imunski sistem in tako naprej. Ampak tega je še mnogo, mnogo več. Ja. Sploh ne vem, kje bi začela. Mogoče kar pri tem, da je ingver ena takšna univerzalna začimba, ki je primerna za vsa starostna obdobja. Se pravi, že od dojenčkov, tako rekoč naprej, ko se enkrat spoznajo z osnovnimi živili. Vemo pa, da je ingver v osnovi pekoč. Tako da je zelo pomembno, na kakšen način mi ta ingver pripravljamo, sploh za otroke. Recimo, zdaj, če imamo svežo korenino, res, tudi pri sveži, nujno pazite na poreklo, da je to ekološko pridelana. Se da že dobiti. Če to ni možno dobiti, imamo seveda tudi posušeno različico, ampak če želite svežo, recimo za aromatiziranje hrane, lahko tudi takšno eterično olje uporabite, kadar recimo nimate možnosti. Kajti malo je razlika med svežo pa posušeno, predvsem v tem, da je suh ingver, ta ingver v prahu, ki ga mogoče ljudje bolj poznajo, bolj vroč po svojem delovanju, ker vsebuje celotno rastlino, tudi ta vlakna, vse pač, kar ingver je. In prav v teh vlaknih je več pekočih snovi. To pomeni, da če mi želimo zdaj začiniti neko jed, ingver recimo naribamo in potem uporabimo samo sok. Stisnemo samo sok in ga recimo pomešamo s kakšnim, korenčkovim sokom. Ali nasploh živili, ki imajo zelo visok glikemični indeks, pa so v osnovi zdrave. Recimo zdaj še vedno kakšno bučno juho radi skuhamo, tudi tam bi takšen sok recimo lahko dodali notri, da ta juha ne bo preveč pekoča. Kako je to močno! Ja, to je močno, ker govorimo o pravem ingverju. O ingverju, ki je bil pridelan na pravi način in ustrezno shranjen. In seveda je to nekaj popolnoma drugega kot nek razdišan ingver, ko ga včasih kupimo tako na hitro, v bližnji trgovini, pač najlažje. Potem pa ga imamo tam v enem predalčku, pa malo pozabimo na njega, tako odprtega recimo. In čez pol leta ni nič. In ko ni več arome, ni zdravilnih moči. Evo, tole dejansko prelijemo 50 minut, pustimo stati in lahko spijemo. Ja, za čaj, recimo. Lahko je to takšen ingver, lahko je mlet, suh ingver. Tega mletega suhega jaz uporabljam pri svoji leto dni stari hčerki.
že od pol leta naprej in dajem povsod, v kosmiče, v kaše, v juhe, Tako. v vse in se sploh nič se ne upira, no? Ne upira se, pa zdrava je, ne? To pa. Pa zdrava je, pa verjetno si tudi ti pač med nosečnostjo tudi uživala začimbe pa prej in potem so otroci navajeni, ne? Že preko materinega mleka, tako da to je super, ne? Mene je ingver rešil med nosečnostjo, ker jaz Slabosti? Ja, ampak to one počasne slabosti, počasne slabosti. Mislim, vem, da se to sliši zelo grozno, ampak jaz sploh ne vem, kje nisem bruhala. Na parkirišču, v trgovini, v avtu, na vseh možnih ovinkih. Skratka, In ja, ingver mi je dejansko pomagal. Ampak tisti ekološki pa v prahu dejansko tale začimba, ki jo imamo tudi tukaj. Pravzaprav je čisto vseeno, na kakšen način vi ingver uporabljate. Res važno je, da je ekološki, ampak zdaj ali je to kandiran, ali je posušen, ali so koščki, ali omleti, ali so bomboni, recimo kandiran ingver. Jaz sem recimo takšne domače bombone naredila, kamor sem dodala potem še razne druge začimbe. Tele ta temni so tvoji, ne? Tele temni so moji. Sem recimo poleg ingverja dala noter še cimet, pa muškatni orešček, pa kardamom, ker vse to deluje protimikrobno. Zdaj smo obdani že celo leto z nekimi zloveščimi virusi, tako da take stvari potrebujemo, ne? In če tak bombonček recimo poližete, pa še z medom so narejeni, recimo, lahko veliko naredimo. Ali pa kakšen sirup, recimo, medeni pripravki so sploh zelo učinkoviti, ne? Če recimo suhi ingver pomešate z medom, ki mora biti kakovosten, ne segret, so ugotovili, da je ta pripravek učinkovit tudi proti tem bolnišničnim okužbam, tem bakterijskim, in to enako učinkovito kot antibiotik, ne? Vemo pa, da imamo velike težave z to rezistenco bakterij, tako da zdaj sicer niso dovoljeni obiski, razen v izjemnih primerih, ampak ko človek to ve, se mi zdi, da kakšen tak kozarček z ingverjem bi bil super darilo, recimo kakšnemu bolnemu človeku. Še neke druge kombinacije, ki delujejo zelo alkimistično, bi že skoraj lahko rekla, ne? Ja, recimo s česnom, ne? Česen je pa drug tak naravni antibiotik, tudi slovenski, pač raste v Sloveniji, tako da če česen in ingver sočasno uživate, se kar za polovico povečata moči obeh, zdravilno delovanje, tako da... Pa kurkuma, pa ingver tudi, ne? Močno protivnetno, oboje tudi protibolečinsko, tudi ob redni uporabi, pa seveda nekem uravnoteženem življenjskem slogu, kakšen kilogram lahko računamo, da bo šel. Ampak ja, seveda, to je niz enih dejavnikov, no, ki so tukaj potrebni. Lahko pa seveda zelo poveča cirkulacijo in že na ta način recimo tudi pomagam. Zdaj, tukaj imava te krasne bombončke, ki si jih ti pripravlja, pa tudi tele medvedke, ki jih je ustvaril Zonentor iz ekološkega ingverja. Tole smo vse šopingirali na prema.si. Pa me zanima, otroci, ki so se preveč navlekli na sladkor, ali pa so krive babice pa dedki, ne? Jim bo ingver pomagal, da ne bojo tako odvisni od sladkorja? Kako je s tem? Ja, ingver predvsem pomaga nižati krvni sladkor. Dobro. Se pravi, ko delate piškote doma, recimo mamice, ali kakršnokoli pecivo, ali ko otročku v najboljši veri stiskate sokove, ne, ker to pač počnemo, ne, ko otroci nočejo zelenjave in sadje, potem imamo blenderje, pa imamo palične mešalnike, to je super pogruntavščina, samo mi pozabimo, da tudi sadje, recimo, ima po naravni poti veliko prisotnega sladkorja, potem ga pa še na dušek spijemo, sploh otroci, ne. To ne gre počasi, lepo, da ti to dejansko prežvečiš, ampak gre na hitro in takrat je ingver nujen dodatek, ne. Tako da ne bo zdaj zaradi ingverja otrok manj sladkosneden postal, so pa drugi prijemi, ne, kako lahko mi marsikaj naredimo, ne, tudi z uporabo začimb, jih skrijemo, ne, če boste otroku rekli, ja, tukaj imaš ingver, pa ga jej, sok mogoče ne bo, ampak če mi sok ingverja pomešamo z nekim jogurtom, pa kosmiči, pa on sploh vedno ne bo, recimo, da je ingver noter, ne. Na tak način pa ga lahko prelisičimo. V dobri veri. Lisice moramo biti. Lisice moramo biti. Super. Tukaj vidim, imamo tudi eterično olje. Skratka, danes se da dobiti ingver v različnih oblikah, pa tudi ekološki. Da se dobiti ekološki ingver, to je res, res sem tudi sama hvaležna, no, že tudi v teh manjših trgovincah, ki sem jih omenila, imajo tudi recimo te Zonentorjeve začimbe že dostikrat, pa ingver zagotovo imajo, ker je ena osnovnih začimb, ne. Če vi pogledate... Ampak ekološki pa glih ni povsod.
Govorim o Zonentorju. Aha, o Zonentorju, ja, sem mislila tako, ingver v taki obliki. Ne, to pa ne. Če govorimo o posušenem obliki, recimo pa ima trgovinca 5 začimb, pa bo ingver zagotovo na polički. Odlično, to je odlično. Drugače pa ja, dobiti ekološki ingver svež, to pa se treba že večkrat bolj potruditi. Malo se je treba potruditi, tudi sama opažam dejansko, kar se tega tiče. Velikokrat sva že govorili o tem, pa bom še vse glih, velikokrat se namreč zgodi, pa tudi, da imajo ljudje veliko začimb doma. Veliko začimb. Ker slišijo, da so začimbe super, da so začimbe zdrave, ampak pa vidiš, da to niso ekološke začimbe. Potem pa bi lahko bilo celo nasprotje, kajti začimbe so eno izmed tistih živil, ki se zelo redko kontrolira. Pride k nam nekje v podpalubju velikih ladij in niso tako pogosto pod drobnogledom kot mnoge druge živile, recimo, kjer so odpoklicane iz trgovskih polic. Ne vem, kdaj ste recimo nazadnje slišali, da je kakšna začimba odpoklicana, pa bi lahko bila, ker začimbe so te, ki so konvencionalno pridelane, res lahko polne enih ostankov težkih kovin. Recimo pri papriki, mleti papriki, to vsi ljudje uporabljajo, recimo, ali pa poper, črni poper. Tu so testiranja pokazala neodvisnih teh laboratorijev, da je to res en tak koktejl pesticidov, kar zagotovo ne želite, ali pa obsevanih začimb, ne sebi, ne otroku. Torej, dragi gledalci in gledalke, verjamem, da imate doma veliko začimb. In če jih imate, torej stanje konvencionalne, ne ekološke, torej tukaj ni druge, kakor vzeti vrečo, odstraniti vse neekološke začimbe in si nabaviti ekološke. Ja, glejte, boljše je, da imate, ne vem, 5 začimb, pa tiste prave, ker če boste brali naše knjige, boste prebrali o 50 začimbah. In potem vas lahko popade ena taka mrzlična, ta nakupovalna mrzlica in boste vse naenkrat nabavili, ampak res pomembna je kvaliteta, a pomembno je tudi, da to uživamo po malem pa redno. Tako, to se mi zdi. Imejte 5 dobrih prijateljev, pa bo super. Odlično. Torej, neekološke začimbe stran, da si ne navlečemo vase tudi kakšnih težkih kovin in drugih številnih škodljivih stvari. Zdaj pa preverimo aktualne dogodke v nadaljevanju, pa še o tem, kako lahko ingver porabimo torej na zunaj, ne samo, da ga uživamo, in pa seveda, kako nam gleda tradicionalna kitajska medicina, s katerim elementom in s katerim organom ga povezuje. Na začetni tečaj run vabljeni v soboto 8.5. med 10. in 17. uro. Vabljeni na spletno delavnico, ki vam bo pomagala, da začnete živeti svoje poslanstvo in ustvarite kariero morda ravno iz svojega hobija. Kako torej živeti in privabiti obilje v svoje življenje? Spletna delavnica, ki bo potekala 29. aprila. Če se želite naučiti meditacije, da boste ostali mirni v sebi, tudi takrat, ko se zunaj dogaja marsikaj, potem vabljeni na meditacijski vikend za začetnike. Odvil se bo v Strunjanu. Danes govorimo o ingverju in vi, a ste že v klubu Ljubimo ingver? No, če niste, potem zagotovo boste, ko boste slišali še kakšno informacijo, kaj zmore ekološki ingver. Kajti ta besedica ekološki je bistvena. Torej, kako lahko ingver uporabimo tudi ne samo za uživanje v sladicah, v juhah, v vseh možnih stvareh, kot čaj, kot bombon, kot sirop, kot vse, ampak ga lahko tudi uporabljamo kot obkladek. Mi smo naleteli na en recept pri migrenah. Ja, deluje ingver tudi pri migrenah, recimo sploh pri kakšnih teh tenzijskih glavobolih, lahko to malo olajšanje prinese. Zdaj, direktno eterično olje ne bi nanašal. Vedno je potrebno ga razredčiti v nekim osnovnim oljem, preden ga date na kožo. Sicer pa lahko tudi skuhate kakšen močan čaj ingverjev, pa potem s krpico, užeto krpico, to polagate recimo pri koprivnici, se je izkazalo kot ena taka zelo dobra možnost. Tako da tudi zunanja uporaba je možna. Ampak vsekakor je ingver začimba, ki jo z lahkoto uporabljamo tudi notranje in predvsem notranje. In ko bomo mi enkrat ingver povabili v svoj vsakdan, se bomo tudi znebili lahko raznih bolečin, recimo osteoartritis in podobno. Ker ko pa enkrat zaboli, takrat pa je alarmni zvonec in takrat pa so ljudje pripravljeni narediti znatno več. Če že pozabljamo na ta krvni sladkor. Pa če nam recimo ni slabo, pa nismo noseči,
Ampak tudi pri uravnavanju prebavnih težav zelo pomaga. Recimo, če imamo malo tak zaspan želodček, bomo s kakšnim ingverjem čajem ga pognali v tek. To je zelo pomembno, ker veliko ljudi ima tukaj težave s počasno prebavo. Po drugi strani je lahko pa naš želodec preveč tak nervozen, živčen, ga bo pa ingver pomiril. In to sta dve čist nasprotni stvari, pa ista rešitev. Tako da je ena taka inteligentna začimba, ki spet najde pot do težav v našem telesu. Torej, ve, kaj mora narediti, kaj mora zvišati, kaj mora znižati, odlično. Torej, ko neke adaptogene sposobnosti. Ja, recimo. Mislim, veliko začimb ima to sposobnost, da delujejo, če je to potrebno in tam, kjer je potrebno. Tako da res ni strahu, da bi si škodovali. Seveda, določena varnostna opozorila tudi pri ingverju so. Zagotovo v nekih večjih količinah med nosečnostjo ne bomo pretiravali ali recimo pred kakšno operacijo, kajti ingver tudi reči kri. Je pa to dober podatek, če imamo na tem področju sicer težava, da si lahko tudi po naravni poti pomagamo. Glede na to, da je ingver tisti, ki spodbuja mikrocirkulacijo, cirkulacijo v telesu, se pravi, ga več ne uživajo tudi tisti, ki jih skozi zebe, ali pa imajo skozi mrzle noge, pa roke. To je ta periferna cirkulacija, kako se reče. Ja, če vas rado zebe, potem ingverjev čaj lahko tudi v termovki nosite v službo. Zdaj, ko so zaprte vse gostilne, recimo, pa tako in tako bi težko dobili nekaj takšnega zunaj. Vsi skuhate zjutraj, pa vzamete sabo, pa vas bo manj zeblo. Pa manj zebe. Tako. Wow, odlično. Ja. Posebej ta v prahu, ker ta ingver v prahu, kot sem že rekla, je bolj vroč in je bolj primeren za zimski čas, medtem ko v poletnem času bi bil pa svež ingver. Super, manj greje. Če ga pa recimo še pomešate s kakšno kombinacijo, recimo mete, ki tudi hladi, pa malo limone, recimo imate pa čudovit napitek. Lahko je to kot čaj, lahko je kot hladni, namočen, recimo pripravek, aromatizirana voda, tako da možnosti tukaj je zelo veliko. Wow. Po tradicionalni kitajski medicini je povezan ingver z elementom kovina in pljuča naj bi bila tista. Kar pomeni, pljuča so zdaj na udaru. Ja, pljuča in debelo črevo, oboje. Ja, vsekakor. Zelo ugodno, torej raztaplja sluz, reči sluz v telesu in na ta način potem zelo dobro vpliva na te zgornje dihalne poti. Olajša izkašljevanje. Pa nasploh pri vseh teh prehladnih in gripoznih obolenjih je ingver številka 1, lahko rečemo. Naravna pomoč, kako si lahko pomagamo. Če nas boli grlo, potem zagotovo z grgranjem enega takšnega močnega pripravka lahko zelo veliko naredimo. Ja, enkrat me je že rešilo. Ni me zdaj bolelo grlo, ampak imela sem pa precej utrujenega. In pred nekim predavanjem, kjer sem govorila res pred veliko število ljudem, vem, da me je to grgranje popolnoma rešilo. In to sem si kar naredila. Doma sem vzela tole začimbico, sem jo zmešala z vodo in lepo grgrala in je bo super. Kakršenkoli način je boljši kot nič. Sicer od ingverja imamo več, recimo, če ga skuhamo kot čaj, bomo dobili več zdravilnih moči. Ampak včasih to ni možno, potem si lahko tudi tako pomagamo. Ali pa preprosto s kakšnimi bomboni ingverjevimi, ali pa, ne vem, skandiranim ingverjem, ali kaj takšnega. Tudi recimo, če kam potujete, pa vam je rado slabo, so takšne rešitve zelo super. Odlične so. In jaz sem vesela, Sonnentor ima res dobre stvari, ker sicer sem gledala cel trg sem pregledala, itak, ker sem bila noseča ingverjev in sem videla, da povsod dajo veliko preveč sladkorja in veliko premalo ingverja. Tukaj je pa to stanje veliko boljše. Ja, je kar v pravem ravnovesju. Najlepša hvala za vse te informacije in vi ste pa ste. Zdaj pa smo vsi skupaj pravzaprav v klubu Ljubimo ingver. Jej! Na zdravje!